Torej, drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi epizodi Popotniškega snepa. Z vami sem moderator Tile Nipič in bom vodil današnji dogodek, ki poteka v organizaciji s strani Popotniškega združenja Slovenije in organizacije Mladi Maribor. Preden ponovno pozdravim nam že znanega gosta v oddaji, ampak spet ponovno obvestilo o vzpostavitvi sistema za izdajanje digitalnih članskih izkaznic. Torej vse tiste, ki zanima oziroma bi radi si pridobili to člansko izkaznico Popotniškega združenja, sedaj lahko to enostavno in hitro naredite na spletu. Več informacij o samem postopku pa najdete na spletni strani Popotniškega združenja. Torej, sedaj ponovno pozdravljam Igorja Jurišiča v naši oddaji in gosta, ki nas bo danes popeljal in nas podučil še več na podlagi Severne Koreje. Tako da, Igor, ponovno pozdravljen z nami. Ja, Tilen, lep pozdrav in seveda lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem naše popotniške oddaje Popotniškega snepa. Če začnemo drugi del z vprašanjem, z mojim vprašanjem, ti si obiskal Severno Korejo, ampak lahko nam zaupaš mogoče kolikokrat in kakšni so bili motivi teh vseh obiskov? Ja, takole, po prvem obisku je sledilo še 6 obiskov, namreč odločili smo se, da Severno Korejo predstavimo še drugim in po sodelovanju z sorodno organizacijo, ki skrbi za stike med Severno Korejo in Slovenijo, smo organizirali tako več programov, katerega so se enkrat udeležili in to v kar velikem številu študentke in študentje, pa tudi kak profesor in asistent z FDV-ja. V drugem pa številni novinarji in novinarke iz Slovenije, tako da smo Severno Korejo dejansko predstavili že marsikomu iz Slovenije. Zadnja 2 obiska sta bila pa posvečena predvsem mariborski Stari trti in pa obisku, ki so ga Korejci vrnili, namreč v Mariboru smo leta 2018 na trgatvi Stare trte gostili delegacijo tako Severne in Južne Koreje in to se je zgodilo prvič po letu 1953, da so na kak dogodek v vednosti drugega prišle delegacije iz tako Severne in Južne Koreje, kar je bil za Maribor, Slovenijo in pa dejansko za celotno Evropo edinstven dogodek, ki se je zgodil takrat, nikdar prej in nikdar kasneje. Torej lahko rečem, da je to bil zelo pomemben dogodek za Maribor, pa tudi za dejansko prepoznavnost Maribora v svetu, v Evropi. Tako, kar nekaj je Maribor s tem pridobil, jaz verjamem, in tudi to, da najstarejša trta sedaj raste tako v Severni kot v Južni Koreji, pomeni en velik dosežek. Mi smo pa to gesto naredili v smislu našega prispevka k miru in umiritvi razmer ter v upanju na čimprejšnjo mirno zložitev 80 milijonov Korejcev. Torej, tako je to. Sedaj pa lahko začnemo kar s predstavitvijo, tam, ko smo tudi zadnji ostali. Takole, to je posnetek, ki smo ga videli sicer že v prejšnji oddaji, namreč to je ravno posnetek na tej mejni črti med Severno in Južno Korejo na 38. vzporedniku in točno tukaj smo si zadali za cilj, da bi grozdje iz obeh strani Korejskega polotoka prinesli in stisnili skupno korejsko vino miru, ampak žal je bil COVID tisti, ki je te načrte za nekaj časa prestavil, upam, da ne za vedno, in nadaljujemo torej s potepanjem po Pjongjangu, torej vse tiste, ki mislite, da tudi Korejci se niso naučili jesti nezdravo, lahko leva zgornja slika to trditev ovrže. Namreč vidimo, da so tudi picerije precej pogoste, res pa je, da sem prvič pico jedel s palčkami, kot vidite. Aha, ok, se vidi na levi zgornji sliki. In kako je jesti pico s palčkami? Ne gre, mislim, možno se je z rokami, ampak verjetno se da, no. Ampak že to, da so postregli pico s palčkami, je pač en tak, da rečemo, bil tisti detajl, ki nam je vsem ostal v spominu.
In zdaj, kot sem že povedal, prvi obisk Severne Koreje je bil leta 2012, ko so bile ceste skoraj popolnoma prazne. Zadnje, ko smo bili tam 2018, je bilo en kup avtomobilov, avtobusov, predvsem pa se je število taksijev nenormalno povečalo. Tako da tudi na tem področju nažalost napredujejo, nažalost govorim zaradi tega, ker je še vedno precej avtomobilov na dizelski oziroma bencinski pogon, medtem ko pa kolesa in motorji pa so že precej oziroma skoraj večinoma na električni pogon in tudi država subvencionira in stimulira tiste, ki uporabljajo elektriko kot pogonsko gorivo. Igor, kako pa je stanje nasploh javnega potniškega prometa v Severni Koreji? Zdaj, Če še malo bolj po široko. samem Pjongjangu je kar nekaj oblik javnega potniškega prometa, torej imajo od podzemne železnice, torej 2 linij podzemne železnice, ki v centru mesta sekata, pa do trolejbusov, tramvajev in seveda avtobusov. Medtem ko primestni promet je ali po železnici ali po cesti. Zdaj, to, kar smo mi potovali po Koreji, smo imeli vedno lasten kombi ali pa avtobus, odvisno od števila, tako da težko rečem, kakšni so vozni redi, ampak glede na to, da smo železniške postaje videvali po vseh krajih, pa da so bile obljudene in urejene, verjetno niso brez veze, tako da verjamem, da kar nekaj prometa poteka tudi med mesti v Severni Koreji. Če se pa premaknemo še mogoče nazaj do tiste pice, me samo zanima, kakšna pa je, ne vem, njihova tipična pijača, kaj pijejo poleg obrokov? Ne vem, tako si prej omenil tisto vino, ne? Za razliko od Južne Koreje, kjer na veliko propagirajo tale njihov makgeolli, to je riževo vino, so nam tukaj poskušali ponuditi čim bolj našo hrano. In potem, ko sem vprašal, če makgeolli pri njih obstaja, so rekli, ja, samo vprašanje, če bi bilo to tujcem všeč, pa ga ne ponujamo. No, takrat smo ga šli pol tudi nakupiti, pa je bilo tistim tujcem, ki so bili z mano, zelo všeč. Drugače pa torej v večernih urah, sploh naprimer na večernih zabavah, ker so pač v Aziji in tudi Severna Koreja ni izjema, v glavnem karaoke, se stoči kar nekaj žgane pijače. Medtem ko tule na mizi vidite, da je tudi pivo čist normalna pijača ob kosilu. Tisti makgeolli smo pa potem nekako na našo željo, smo se najprej dokopali do njega, potem pa je bil kar nekaj dni stalnica, ker je tako svežilno, prijetno, malo, mislim, mogoče malo močnejše od piva, šibkejše od vina in takem prav posebno okusno. Torej ste ga prav vzljubili, lahko rečemo. Ja, je kar prijetno je za piti, mislim, imajo pa tudi več okusov, še neke sadne in tako naprej, tako da bi vsak našel svojega, no. Edino, kar je nevarno, da ima še vedno tistih 6-7% alkohola, okus ima pa sploh tisti, naprimer, ki je s kakim sadjem mešan, kot da bi pil sadni jogurt, tako da je treba biti kar pozoren, no. Ok. No, Sedaj se pa lahko premaknemo. Tukaj smo se premaknili naprej, prej sem ravno železniške postaje omenjal, levo spodaj je pjongjanška železniška postaja, medtem ko zgoraj vidimo dva izmed ostankov starega Pjongjanga. Namreč v korejski vojni je bil Pjongjang skoraj v celoti porušen in zato je tega starega izjemno malo. Tisto, kar je bilo možno obnoviti, so seveda obnovili in to je nekaj, kar se da tudi videti. Ves ostali Pjongjang je pa v glavnem Novo mesto in tu spodaj na desni spodnji sliki vidimo v ozadju za reko Taedong, na drugi strani stolp, ki je spomenik postavljen njihovi ideologiji, torej ideologiji Džuče, ki, da skrajšam, temelji na gospodarski, ekonomski in politični neodvisnosti Severne Koreje. Je pa ta spomenik tudi največji kamniti stolp na svetu. In fotografije tega spomenika bomo še verjetno videli v prihodnje, tudi bližje. Zagotovo kje. To pa je sam center Pjongjanga, kjer bomo srečali kar dosti vodometov, precej zelenja, tako da kar se tega tiče, kar se krajinske arhitekture tiče, za razliko od nekaterih mest v Sloveniji,
kjer se drevesa umikajo betonu, se tukaj poskuša vsak kos betona nekako zapolniti s kakšnim grmom, s kakšnim drevesom, da ne nazadnje so drevesa sončna očala mesta in tista, ki mesto ohlajajo. In kot vidimo, naprimer tudi na spodnji levi sliki, naprimer je dreves po Pjongjangu ogromno, kar je v poletnih mesecih izjemno prijetno. No, na zgornjih slikah pa vidimo tale njihov ogrom delfinarij. Glede na to, da je Pjongjang oddaljen 25 km od obale, so zato, da se delfini čim bolje počutijo in druge morske živali, speljali cevovod, po katerem 24 ur na dan dobavljajo svežo morsko vodo, tako da so vse živali, ki živijo v morju, dejansko vedno deležni sveže morske vode in upam, da tudi zaradi tega tako živahni na teh predstavah. Zdaj, koliko smo te predstave gledali, so dejansko tile, ki jih trenirajo, in delfini in tile morski levi so v bistvu kot eno in se pravi vidi, da je to neko prijateljstvo, ne pa tisto neko nasilno, tista nasilna dresura, ki smo jo mogoče v zgodovini bili vajeni v kakšnem cirkusu. Tako da, ja, zagotovo delfin spada v morje, ne v neko tako jezero, ampak oziroma zaprt bazen, ampak vsaj po tem, kar smo uspeli tam doživeti in videti, da jim pa tudi tako hudo slabo in pa tudi ne gre. No. Torej, to lahko rečemo, da je primer dobre prakse, no? Kako deluje z živalmi. Torej, poskrbijo najbolje, kar je pač možno v ujetništvu, da se razumemo, še vedno bi ta delfin verjetno bolj užival v naravi, v svobodi. Sicer pa po drugi strani še pa druga, tretja generacija, tako kot naše hišne mačke ali pa psi, pa vprašanje, če bi se sploh tile, ki so tam, še tam znajdli, ampak to je zdaj druga zgodba. Mi se pa tukaj vračamo k temu spomeniku ideologiji Đuče. Prej, ko sem govoril o tem, torej to je najvišji kamniti stolp na svetu, ki je tudi vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. To pa je ena od teh rečnih ladij, ki je z restauracijami, ki jih srečamo zdaj kar nekaj na sami reki Tajdong. Spodaj so pa manjše ladjice in če smo pozorni, boste videli, da so ladjice na strehi in na strani opremljene za fotovoltaiko, kar pomeni, da tudi same proizvajajo elektriko za svojo plovbo. Igor, kaj pa glede splošne čistoče mesta, tudi reke in odpadkov in tako naprej, kako pa je to poskrbljeno? Zdaj, tako rekel, mislim, tako Južna kot Severna Koreja sta izjemno čisti državi, kar pomeni, da imajo to v krvi. Ja, srečamo, mislim, se najde kje kak odpadek, ampak zelo redko. To pomeni, in Severna in Južna Koreja sta po čistoči primerljivi s Slovenijo, kar pomeni v samem svetovnem vrhu. In tudi, ne vem, v restauracijah, v raznih barih, lokalih so tudi sanitarije vedno čiste, vedno urejene, tako da, kar se tega tiče, v Severni Koreji, pa tudi v Južni ni nobenih težav ali pa pomislekov. Res pa je, da način priprave hrane tradicionalne pač ima neke svoje vonjave, tisto cvrtje in tako naprej, ampak to pač še vedno ne pomeni, da ne bi bilo neoporečno pripravljeno. Medtem pa mi že gledamo zopet nekaj odtinkov iz Pjongjanga in tista spodnja desna fotografija nam kaže eno od nakupovalnih središč, kar pomeni, da se tudi v to smer zadeve spreminjajo in dobro, to lahko preskočimo in pridemo do glavnega mestnega parka, kjer tisto, ko sem šel iskat nek mir, pa naenkrat za vogalom slišim, bom rekel, kar glasno korejsko glasbo in potem sem vprašal tega prijatelja iz Koreje, ki je bil z mano, kaj pa se tu dogaja. Rekel je, tu pa si upokojenci prinesejo svoje zvočnike in plešejo. In res dejansko ena ogromna skupina upokojencev se je tam razgibavala, plesala, pila in tako naprej. Ta park, ki ga pa gledamo, je pa v samem strogem centru Pjongjanga in se res sploh brez da bi rabo javni prevoz, se lahko umakneš iz tega mestnega vrveža, mestnega hrupa, ki ga mogoče na teh fotografijah lahko vidimo.
In, Torej, če te prekinem, se pravičujem, tam pri prejšnji sliki smo videli, na kakšen živahen način neka določena skupnost preživlja prosti čas, pa tudi slike tebe in nasmejanega gospoda z otrokoma, no, ki prikazujete to srečo, no, dejansko v očeh. To dejansko pri ljudeh je mogoče opaziti, da so tako zadovoljni, srečni, ali ta stereotip, da so vsi tako resni, ne vem, bolj žalostni. Dejansko žalostnih obrazov sem zelo malo srečal. Dobro, logično, da ko gre nekdo zjutraj ob 6:30 v službo, da ni nasmejan, ampak to je tudi v Sloveniji ali pa kjerkoli drugje tako, medtem ko v nekih takih parkih, sploh ko se te stvari, dobro, v tem parku to ni dovoljeno, v večini parkov pa je dovoljeno, da si tudi prinesejo svoj tisti mali grill. In to so taki parki, ki so mogoče, da niso ravno tako urejeni kot tale, so med vikendom polni ljudi, ki tam cvrejo to in drugo, oziroma cvrejo, pečejo to in drugo na roštilju in o pijači kramljajo in se družijo. Tako da tega je ogromno tudi naprimer ob kakih izletniških točkah. Tudi to smo doživeli, naprimer, da imajo prav organizirane tele prostore za druženje. To pomeni, ti lahko najameš svojih, ne vem, 20 kvadratov v neki hiški, si sposodiš tisti mikrogrill, plinski, jeklenko, vse, kar spada zraven, in potem tisto, kar si prinesel doma, tudi tam obračaš in uživaš v naravi in sveži hrani. To, kar pa gledamo, to je glede, ja. Mogoče, če samo še nadaljujemo, glede gostoljubnosti ljudi, če lahko mogoče malo podrobneje pišeš, kako si to doživel? Kako so te sprejeli kot obiskovalca? Zdaj, nikjer se ni nihče, da bi rekel, skrival ali pa bil karkoli, da je bilo karkoli neprijetnega. Drugače pa smo v glavnem, to, kar smo se prehranjevali, so bili v glavnem gostinski obrati, torej razne restauracije, kjer je pač tako kot v restauraciji, mislim, nič kaj, da bi rekel, nič kaj posebnega, da bi izstopalo. Zdaj manjša, kot je bila restauracija, bolj je bila pristna, tako kot pri nas, tiste, ne vem, megalomanske hotelske restauracije, tam je bilo pač vse nekako bolj, da rečemo, bolj manj osebno, ampak bolj nekako tehnično komercialno. Tako da, ampak to je podobno tudi kjerkoli drugje, da če si v neki hotelski restauraciji, v hotelu, ki ima 200-300 sob, ni enake pristnosti, kot pa če greš na kak kmečki turizem, in tudi tukaj je enako. Manjša kot je bila restauracija, manj kot je bilo ljudi, bolj so se ti posvetili, pa prej si stopil v stik z ljudmi tam in z osebjem. Sklepam pa, da niste obiskali nobene kakšne podobnih podeželskih takšnih objektov, če so bili podobnim turizmu na kmetiji ali kaj podobnega. Imajo kaj takšnega na podeželju tam? Tudi to smo neka stara meseca obiskovali, ampak zdaj, da bi rekel v tem smislu, kot imamo v Sloveniji, kmečke turizme oziroma turistične kmetije, kaj takšnega vsaj doživeli nismo, kar ne pomeni, da ne obstaja. Ampak smo se pa večkrat ustavili v kakšni manjši restavraciji ob cesti, kjer je bilo vzdušje bistveno bolj pristno, pa bistveno bolj domače, kot pa naprimer v neki restavraciji za 300 ali pa za 400 ljudi. Definitivno. No, tule pa zdaj ravno gledamo to, kar sem že prej načel, ta dva ogromna spomenika, ki sta postavljena torej ob samem parlamentu. Parlament je nekoliko niže dol na hribu in imata pogled na celo mesto. Desno, kar pa vidimo, je pa vodnjak ob rojstni hiši Kim Il-sunga. Torej iz tega istega vodnjaka je tudi ustanovitelj Severne Koreje pil vodo, in ko smo ravno pri vodi, pa smo obiskali tudi univerzo v Pjongjangu, ki ima znotraj kampusa tudi urejen plavalni bazen in vodni park, tako da študij tam ima določene dodatne vsebine, ki jih vidimo. No, tu pa je zopet ena od fotografij, ki je z našega čisto ta prvega obiska, če smo videli, kako so trgovine izgledale tam leta 2017-2018, so vseeno v letu 2012 izgledale nekoliko manj, da rečemo, napolnjene z različnimi stvarmi,
ampak še vedno daleč od tistih stereotipov, ki smo jih bili vajeni. To pa je tisto, kar je bilo obljubljeno, zopet ta stolp, ki je postavljen v torej spomenik ideologiji Đuče. Mogoče zdaj vidimo dejansko, da je kamnit stolp, ki se nekako konusno oži do samega plamena. Te fotografije so pa nastale ob ognjemetu ob 100. obletnici rojstva Kim Il-sunga, ko so seveda naredili res božanski ogromen ognjemet, ki je trajal 3/4 ure. In to pa je bil potem naslednji dan še en ognjemet, pa še en ognjemet. Skratka, teh velikih dogodkov je tam ogromno. Na levi strani pa vidimo en taki nočni prizor iz Pjongjanga, ki se kaže kot precej moderno mesto. Tukaj pa še nekaj nočnih posnetkov, kjer se na primer vidi točno, kako so stvari umeščene v prostor in kako stvari izgledajo takrat, ko se gleda samo črte, linije. Skratka, če bi Pjongjang pogledal, ampak nažalost je bil, kot sem že rekel, med Korejsko vojno v celoti porušen, in zato je tudi konstrukcija samega mesta potekala nekoliko lažje, saj je bilo zelo malo tistih stvari, na katere si moral paziti, da si jih in tako so pač skonstruirali moderno mesto, ki ima vse nek svoj smisel. Tukaj pa gledamo, so pa na primer stojnice s hrano pred tistim delfinarijem, ki ste ga prej videli znotraj. In za razliko od prvega obiska, ko je večina ljudi pač po predstavi šla domov, so se zdaj še nekaj časa zadrževali in slikali, kupovali, kot vidite na levi spodnji fotografiji, razne obročke z delfini in pa podobne stvari. Tukaj pa vidimo tudi mogoče nekaj čist malega korejskega športa na levi zgornji sliki. Tu je namreč nek spomenik, ki je bil postavljen ruskim vojakom, ki so padli v korejski vojni, in ker do tega spomenika vodijo relativno strme in dolge stopnice, jih marsikateri športniki uporabljajo za trening. Kako pa je z vpetostjo športa v kulturi, oziroma katere športe najbolj preferirajo, katere imajo najraje? Zdaj oni so zelo dobri v badmintonu, v tekvandoju seveda, potem ženski nogomet je zelo popularen v Severni Koreji. Drugače pa tam zelo dosti igrajo tudi odbojko na ulicah in pa badminton, in marsikdaj, ko smo karkoli obiskali, ko so videli, da smo prišli zraven, pa da smo malo višji od ostalih, so nas kar vpletli v neko igro, smo tam z njimi igrali odbojko in med odmori, ki imajo med delom, grejo lepo ven, odigrajo kak badminton, namizni tenis ali kaj podobnega. Ali pa ste tudi plesali, kot vidimo na sliki. Ali pa tudi plesali, jaz mogoče malo manj uspešno v ozadju, medtem ko punce so to počele bistveno boljše od mene. No, tule vidimo malo to, kar je bil prej govor o samem transportu po Severni Koreji, po samem Pjongjangu. Naprimer, levo je trolejbus, ki je bil konstruiran v Severni Koreji pred 10-15 leti, to je sodoben trolejbus, desno je pa tisti še eden prvih, ki je tukaj verjetno, ki je tako star kot Severna Koreja sama, ampak očitno dokler vozi, ga bojo uporabljali, kar v končni fazi ni nič narobe. Pa še kakšna slikica iz živalskega vrta je desno zgoraj. Kot torej ta desni avtobus, lahko rečemo kot muzejski avtobus, služi. Ja, skoraj kot muzejski avtobus, nekaj je še v prometu, ampak vedno manj, pa vedno več, vedno bolj jih novi izpodlinja, ampak mislim, tukaj tudi jaz ne vidim nobenih težav, sploh ker gre za električno vozilo, da se ne bi uporabljalo, dokler zdrži, mislim, dokler je varno. Ne nazadnje, vsako proizvodnja novega povzroča novo onesnaženje in nove probleme. Kaj pa na prejšnji fotografiji, ti razgledi na mesto? Odkot pa je bilo to slikano? Z kakšnega razglednega? To je glavno slikano iz hotela in te slike na primer prikazujejo ravno te ravne linije, ki so, bom rekel, po eni strani estetske, po drugi strani pa dajo nek vtis nekega reda in discipline. In tu vidimo, na primer, da se mesto dejansko v vse smeri nadaljuje
nadaljuje po nekih ravnih linijah, ki pač imajo nek smisel. Zgornja slika pa prikazuje torej železnica na zgornji sliki pa vodi na koncu do Pionirske palače. To je pa en ogromen objekt, kjer je not vse od športnih igrišč do učilnic za otroke, do ustvarjalnih delavnic, glasbene šole, skratka čisto vse, kar je do učenja starega načina korejskega pisanja s čopiči. Skratka, vse to smo tudi doživeli, srečali in se sami prepričali, da stvari pač vsaj v tem objektu dejansko delujejo popolnoma brezhibno in da je res, da so se res posvetili. Torej vrhunsko organizirano, lahko rečemo. No. Ja. Se pravi, verjetno obstajajo tudi takšne, kjer je mogoče na malo nižjem nivoju, ampak še vedno zagotovo pa boš pač pokazal tisto, kar je najboljše in najlepše. V končni fazi tudi mi v Sloveniji ne hodimo s turisti na smetišča, ampak jim kažemo tisto, kar je najlepše in tudi zakaj bi bilo tam drugače. Takole pa smo zopet pri Guinnessovi knjigi rekordov. To je Arirang in je največja prireditev na svetu, torej na tej prireditvi nastopa preko 100.000 nastopajočih in vse to, kar gledate v ozadju, tiste korejske napise, to so vse ljudje s tablicami, ki jih obračajo in tvorijo te napise skozi celotno prireditev. Potem tam v spodnji liniji so ljudje z zastavicami in šele na sredini so tisti, ki morajo pokazati nekaj več, razne plese in podobno. Na tej prireditvi dejansko vidiš vse od akrobatov do predstavitve gospodarstva, kmetijstva. Tam zgoraj vidimo eno, pri nas bi rekli Pujsa Pepa, tam ne vem, kako se imenuje, kjer so z temi tablicami in z koreografijo prikazovali kmetijstvo in živinorejo. Levo zgoraj pa tudi vidite tale stadion. To je majski stadion, ki je tudi po Wikipediji, če greste pogledat, največji stadion na svetu, glede števila, ki jih sprejme. In v končni fazi, če je nastopajočih preko 100.000, potem tudi gledalcem mora biti vsaj še enkrat toliko. No? Torej, lahko vsak element teh fotografij so dejansko ljudje ali plešejo, ali počnejo kaj drugega, oziroma nosijo tablico. Vse, kar gledate, naprimer tule na desni, pa na levi sliki, tista slika gor, naprimer tekvandoista oziroma karateista, vse to je ustvarjeno z tablicami, ki jih imajo ljudje v rokah. Desno spode tudi vidimo množico ljudi, ki predstavljajo določene like in dejansko predstava, ki naredi vtis, mislim, kakorkoli, konča pa se tako kot večina stvari z ognjemetom. To je pravi spektakel, torej res dejansko... Mislim, pa ni edini, tudi smo doživeli spektakel na reki, kjer so naprimer na plavajočem odru so bili 3 ogromni zasloni in tisti največji zasloni bil večji, naprimer kot plavajoč oder v celoti v Mariboru na Lentu. Naenkrat je bilo na plavajočem odru preko 1000 ljudi. Pevski zbor pripeljajo dobesedno na koleščkih, na takih tirih in se zbor sestavi, ženski, moški, mešani zbor in jih potem tudi odpeljajo. Potem na vodnih kapljicah, ki jih pršijo po zraku, projicirajo filme in podobno, tako da kar se tiče teh velikih spektaklov, so res mojstri. In potem, ko sem se pa pogovarjal naprimer z njimi, sem rekel pa dobro, pa odkot nas za to, pa je rekel, veš koliko je vstopnica, in potem sem se spomnil, da je bila vstopnica naprimer 80 €, je rekel, vse to, kar zdaj gledamo, vse to se na koncu pokrije oziroma celo ostane za razvoj, tako da poleg tega, da naredijo spektakl, dejansko še nekaj zaslužijo pri tem in nastopati v takem spektaklu seveda pa je ena posebna čast in tudi nekdo, ki je tukaj, dobi verjetno kak dodaten dan dopusta in je verjetno raje tukaj na odru, kot pa ne vem, v kakšni tovarni ali pa kje drugje.
Torej, to se res teže predstavljamo, kako to poteka. Pa verjetno tudi poleg plačila, ne, je verjetno tudi na delu prostovoljcev to temeljino, kakorkoli obrnemo. Ja, pa se mislim, se tu je ogromno ljudi, mislim, zdaj, to je neko tako, da rečemo, pol prostovoljstvo, verjetno ima zaradi tega kako uro ali pa kak dan manj v službi, da je tukaj, ampak biti nastopajoč na takih zadevah je nek pač si del nečesa večjega in to je vsem veliko čast. Tudi tam, ko smo videli te, ki so vadili, to ni bilo tisto, kot si kdo pri nas predstavlja, da to delajo pod prisilo, ampak so ljudje bili sproščeni, potem od pavza so jim prinesli pijačo, so se pogovarjali, družili, tako da je pač to nek način življenja. In zdaj verjetno niso pili vina, ampak razlog za vino pa je na tem slajdu, namreč to je bila uradna predaja potomke najstarejše trte na svetu v Pjongjangu in mogoče še zaključim ravno s to zgodbo. Namreč leta 2017 najprej odnesel v Seul in takrat, ko so na meji mi odpirali kovček, in to zaradi tega, ker sem imel neke promocijske buteljke, ki so potem ugotovili, da niso prodajni artikli, ampak da gre za protokolarno darilo Mestne občine Maribor, so rekli pač drugič je dovoljena ena, trte pa noben niti odprli, čeprav bila sredi največjega kovčka, ki ga imam po celi dolžini, ampak jaz sem si tisto že predstavljal, ko so mi dali plombo na kovček in me potegnili na carino, da je cel projekt propadel. K sreči ni in k sreči je bila tista trta v Seulu prodana. Naslednji mesec pa je bila predaja v Pjongjangu in tukaj sem pa za vsak slučaj vprašal, kakšni so pogoji, kaj moramo izpolniti. In skratka, eden od pogojev je bil, da dobim uradni certifikat, da ne gre za gensko spremenjeno rastlino, kar pri mariborski stari trti seveda ni bil problem napisati, ker takrat še niso znali gensko spremenjati. Potem pa so me odpeljali z letališča, torej vsi so šli desno, naš kombi je zavil levo, pa Pjongjang se je oddaljeval in na koncu so rekli, da pač so me poslali v posebno rezidenco, kjer sem imel sicer svojo sobo, oziroma skoraj celo stanovanje in tako naprej. In staro trto sem moral imeti non-stop pri sebi tam. In pol šele na koncu, ko so 3 liste odrezali in jih sami proučili, sem ugotovil, da so v bistvu dali mene, mislim trto, pa mene zraven v karanteno, da kolikor bi bila to kakšna invazivna vrsta, ki bi se ne vklapljala v njihovo rastlinje, verjetno to ne bi šlo skozi, ampak glede na to, da gre pač za štajersko vinsko trto, tale je dobrodošla vse povsod. In po teh analizah, ki so naredili, so ugotovili, da gre za takšno vrsto, ki ni invazivna, in je sledila predaja in potem tudi zasaditev. In čisto zadnja slika v tem potopisu pa prihaja z južnega dela korejskega polotoka, in sicer izpred Youth Hostla v Seulu, kjer je bila 10.11.2017 posajena potomka najstarejše trte na svetu, torej mariborske stare trte. In še danes, torej v lanskem letu, ko sem bil v Seulu, smo pogledali in je lepo obrezana in še zdaj na tem prostoru. Torej, če te tako potem vprašam, torej to je bila ta zgodba, kako je trta prišla, potomka trte, tako v Seul kot v Pjongjang. Kako pa informacije glede trte v Pjongjangu, torej glede na zadnji obisk oziroma informacije veš, ali vseeno uspešno raste? Iz Pjongjanga mi vsako leto poročajo o tem, na zadnje poročilo je bilo, da je bilo 33 grozdov, koliko so tehtali, vse, mislim, skratka, se ukvarjajo z njo, so jo pa iz Pjongjanga preselili v Kaesong, ker so ugotovili, da so tam boljši klimatski pogoji. Kaesong je pa mejno mesto med, torej le nekaj kilometrov od 38. vzporednika, ki deli Severno in Južno Korejo. Tako da obe trti živita in upam, da bomo uspeli nekoč kmalu zopet s to trto
zbližati tako Severno kot Južno Korejo in narediti tisto končno potezo, da bomo iz grozja z obeh strani stisnili, tako kot smo si takrat zadali korejsko vino miru. Torej, to je res tudi čudovit element, s katerim lahko zaključujemo to epizodo, no, torej z elementom, ki prikazuje simbol povezovanja, ne. In upamo, da bo tudi to uspelo, no, ta cilj uspel, da bomo ustvarili, oziroma da bodo ustvarili to skupno vino, no, o katerem ste na začetku govoril. Jaz upam, da ja, drugače pa že sama gesta takrat leta 2017, ko so bile razmere na Korejskem polotoku bistveno bolj napete, kot so danes, in takrat v tistem času prinesem tak kamenček, mozaik miru, si štejem tudi v veliko čast. Po tistem so se začele stvari obračati v pozitivno smer in namesto, da bi rožljali z orožjem, so leta 2018 nastopili skupaj pod isto zastavo, torej modrim korejskim polotokom na Belem polju na olimpijskih igrah v Južni Koreji. Čudovito, no, to je res zgodovinsko, zelo pomembno. No, mogoče Igor še zadnjo, kakšen stavek o Severni Koreji, s čim bi zaključili oddajo, oziroma kaj bi svetoval, mogoče kaj bi namignil popotnikom, oziroma kaj predstavlja Severno Korejo po tvoje? Če bo kdo želel potovati, se lahko obrne na Popotniško združenje Slovenije. Mi smo že 2-krat omogočili, da so tudi določeni popotniki šli tja, brez da bi bil nekdo od nas prisoten, tako da tudi to smo se že dogovarjali. In če koga zanima, naj se obrne na nas, pa bomo probali seveda to zadevo urediti. Res pa je, da zdaj čakamo še, da se Koreja dokončno odpre po covidu. Zdaj ali to jemljajo kot izgovor, ali jih je res strah še tega covida, težko ocenim. Ampak vsekakor vedno, ko se s kom od njih slišim, je moje prvo vprašanje, kdaj boste odprli vrata. Torej, ja, nestrpno pričakujemo, no, da se dejansko odpre nazaj in da bo možnost spet popotovanja v to deželo. Igor, na tej točki se ti iskreno zahvaljujem za sodelovanje v oddaji, za vse tvoje znanje, informacije in predstavitve ter fotografije, ne, ki so izjemnega pomena. Tako da res hvala ti, da si bil danes z nami. Enako hvala tebi, da si me povabil in upam, da bomo še kakšno zanimivo in ljudem načeloma tujo ali pa nedostopno destinacijo uspeli predstaviti. Seveda, se strinjam. In tako zaključujemo današnjo epizodo. V glavnem, ta posnetek bo objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja in tudi v obliki podcasta, tako da boste lahko tudi poslušali. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Želimo veliko popotniških utrinkov, veliko potovanj v prihodnje in do naslednjič veliko potujte. Tako da bon voyage.